strani Konfederacije slovenskih sindikatov in pa Sindikata vojakov Slovenije, obema predseduje gospod Gvido Novak, za sprejem, da jih sprejmem kot predsednik odbora za obrambo, saj so se pojavili nekateri problemi, ki se jih že dalj časa rešuje in žal sindikati ugotavljajo in danes so mi to predstavili, da neuspešno. Vemo, da je področje delovanja sindikatov, ki so vezani na obrambne zadeve, specifično v tej smeri, da se žal ne morejo polaščati vseh tistih sredstev, ki se jih lahko drugi sindikati in so predvsem vezani na dogovarjanja, na pogajanja, nimajo pa pravice do stavke. V državnem zboru je praksa, da se sindikatov na nek način ne vabi na seje, kljub temu pa imajo nekateri sindikati privilegije v tem smislu, da so njihovi člani tudi člani državnega sveta in na podlagi tega seveda lahko pridejo tudi na seje delovnih teles. Zato sem sprejel danes gospoda Novaka in ostale predstavnike. Ti so mi predstavili 3 glavne točke, o katerih bi moral spregovoriti odbor za obrambo. Ena je problematika upokojevanja, druga je problematika dogovarjanja oziroma samih pogajanj kolektivnih, tretja problematika pa je problematika samih napredovanj oziroma sistema plač znotraj obrambnega sistema, znotraj Slovenske vojske, kjer se pojavljajo določene anomalije. Odločil sem se, da bom sklical izredno sejo odbora za obrambo, na katere bom povabil vse deležnike, to se pravi predstavnike Ministrstva za obrambo, predstavnike Ministrstva za delo in pa predstavnike Ministrstva za javno upravo. Prav tako bom pozval ostala 2 predsednika odborov, da se mi pridružijo na skupni seji, da skupaj spregovorimo o tej problematiki. Ukolikor ne bodo zainteresirani, bom odbor sklical sam. Zdi se mi prav, da se na tem odboru tudi sprejmejo neki zavezujoči sklepi za ministrstvo oziroma za vlado. Več o tej problematiki, predvsem o točki, na katero smo se dogovorili, da se skušamo fokusirati še pred poletnimi počitnicami, na nekatere ostale se bomo potem po parlamentarnih počitnicah, pa predlagam, da vam pove predsednik sindikata gospod Gvido Novak.